Ko sem štartal ta kanal, si nisem predstavljal, da bom imel možnost testirati gamerske slušalke. Tako da, ko sem dobil SteelSeries naušnike v roke, nisem točno vedel, na kaj naj bom pozoren. Predvsem nisem imel osnove, proti katerim bi jih primerjal. A po 14-dnevni uporabi Razer naušnikov sem gotovo, da so SteelSeries slušalke zelo dobre in so postale dobra osnova, proti kateri bom primerjal bodoče gaming slušalke. Če si tega videa še niste ogledali, bom link pustil spodaj v opisu. Ime mi je Miha in 14 dni sem preživel z Razer Nari Ultimate Wireless slušalkami. Razer slušalke sem dobil na te zahvaljujoč prijatelju, ki si jih je kupil, pa me je vprašal, če želim narediti video o njih. Tako da hvala Boštjan, da si 14 dni trpel brez slušalk. Te Razer slušalke cenovno sodijo v višji cenovni razred, saj s ceno okrog 200 goldinarjev niso poceni. Sama izdelava in izbira materialov je na visokem nivoju. Ne škripajo, plastika je kvalitetna in že na prvi pogled delujejo high-end. Pence vsebujejo gel proti segrevanju, tako da ne boš trpel in švical pod njimi vsaj 1 uro. So zelo udobne in daljše gamerske seanse ne bojo problematične. Vmes si pa lahko vzameš malo pauze in se naročiš na moj YouTube kanal. Kar pa te slušalke razlikujejo od ostalih, so vgrajeni haptični motorčki, ki tresijo slušalke glede na dogajanje na ekranu. Temu pravijo HyperSense Intelligent Haptics. Pač vibramotorčki. Zdaj, ali je to dobro ali ne, je odločitev posameznika. Meni osebno je cool, ampak samo na najnižji moči. Vse, kar je više, postane moteče in nadležno. Zelo dobro se obnesejo pri gledanju filmov, saj vibracije dajo občutek wooferja. Eksplozije in efekti dobijo tisti ta prav občutek, ko začutiš vsak udarec. Zato so nizki toni zelo izraziti. Ampak prav pri zvoku te slušalke najbolj šepajo. Zvok je zamolkal, visoki in srednji ne pridejo do izraza. Tudi EQ nastavitve ne pomagajo veliko. Tako da, če poslušaš veliko glasbe, so SteelSeries boljša izbira. Doma uporabljam studijske slušalke Beyerdynamic DT770 Pro. Odlične slušalke za ustvarjanje glasbe in multimedijo. Te mi služijo za referenco, ko govorimo o kvaliteti zvoka. Ampak gamerske slušalke tako in tako niso narejene za to. Namenjene so za igranje iger. Razer ima vgrajeno podporo za THX 7.1 virtualni prostorski zvok, tako da lažje določiš, od kje prihaja sovražnik. Seveda so slušalke brezžične, dongle je majhen, lahko ga skriješ v slušalke, kar je cool, sploh če jih velikokrat prenašaš naokoli. Uporablja 2,4 GHz omrežje, tako da je zvok brez zamika. Za vse nastavitve uporabiš Razer Synapse programsko opremo. Ta je funkcionalna, za vsak program lahko določiš, kako vrsto zvoka naj uporablja. Prostorski 7.1 zvok ali stereo. Kar je super, tako da ko poženeš svojo najljubšo igro, bo ta imela prostorski zvok, brskalnik z YouTube pa v stereo. Nimaš pa veliko EQ presetov na izbiro, kot jih ima recimo SteelSeries. Lahko si pa po svojem okusu to samo urediš. Seveda pa imajo slušalke Razer Chroma RGB, tako da si lahko naštimaš svojo najljubšo barvo, s katero boš v temi žarel. Slušalke so kompatibilne s PlayStation 4 in 5, a nažalost imaš tu na voljo samo osnovne funkcije, saj je Synapse program narejen samo za PC. Tako da je najbolje jih priklopiti najprej na PC, si urediti nastavitve, saj se le te shranijo na slušalke in jih potem vklopiš v Playko. Na Xboxu pa delujejo samo preko 3,5 mm jack kabla, katerega dobiš zraven. Isto velja za Android telefone in tablice ter Nintendo Switch. Mikrofon je nekje na isti ravni kot SteelSeries, se pravi bolj za nič. Ampak hvala Bogu, drugi trpijo glede tega in ne ti. Razen, če si streamer. Ampak če si streamer, imaš pa verjetno že prav namenski mikrofon, ne? Noise reduction je soliden. Utiša šume iz ozadja, zraven mene je tle zelo glasen računalnik in ga skoraj nič ne slišite. Zdaj se pa ugasnil noise reduction, tako da zdaj sami slišite, kakšna je razlika, kadar je vklopljen in izklopljen. Kar je fino je to, da lahko mikrofon skriješ v slušalke. Baterijo polnimo preko micro USB porta in ta naj bi zdržala okrog 8 ur, če imaš vklopljen RGB in približno 20 brez. V praksi sem jih v 14 dnevih polnil 3-krat, kar je ok. Seveda sem imel vklopljen RGB. Vse je pa odvisno, kako dolge bodo vaše gamerske seanse. Na slušalkah sta dva koleščka. Na levi slušalki je kolešček, s katerim uravnavamo razmerje glasnosti med zvokom igre in kompanjoni, s katerimi igraš. Tako da jih lahko popolnoma utišaš, če so tečni, ali pa če imate debato, utišaš igro, da te namoti. To je super pogrutavščina, a kaj ko je kolešček majhen in občutljiv, ter ima majhen hod za natančno reguliranje razmerja. Na desni strani imaš pa kolešček za uravnavanje glasnosti naušnikov. Na
splošno sta oba koleščka bolj mehke kvalitete in isto velja za gumba, ki sta premajhna in ju ne začutiš pod prsti. Ampak ko potegnem črto pod mojo izkušnjo z njimi, so mi bile cool. Na zvok sem se navadil, so zelo udobne in 470 grami niso pretežke. Ali bi jih priporočil? Ja, za to ceno bolj težko, razen če si ultra Razer fan. V planu imam še en video, kjer bom preizkusil slušalke pod 100 evrov, tako da bomo videli, kaj se da dobiti v tem cenovnem segmentu. Zato se obvezno naročite na moj kanal, da ga ne zamudite. Vse, kar nam preostane, je še, da lajkate ta video in ga širite med svojimi frendi in sodelavci. Mi pa se vidimo naslednjič. Čau! Okay.